Sredi sivega betona žari barvita ustvarjalnost. Stene na enem od 13 krajev v Ljubljani, kjer je grafitiranje dovoljeno, se spremenijo v veliko platno in mladi dajo duška svoji ustvarjalnosti. To ni ne može biti toliko natančen, da svinčikom lahko počas, gledaj pa če preveč barve daš gor, se kar ulije. Jaz še ne znam risati, ampak se učim. Drobne trike uspešnega grafitiranja pokaže mojster in mladi so nad delom strokovnjakov navdušeni. Všeč mi je, ker ful popestri, ker greš v podhod, ker so stene zanimive. Le redki znajo iz grafitov ustvariti umetnost. Mladi zato zagovarjajo dejstvo, da je grafitiranje vse povprek z zakonom prepovedano. Pa bo vsega preveč, pa vse počičkam, pa vse. Le nekaj korakov stran beton navdihuje rolarje in skejterje. Kristjan že 2 leti popoldneve preživlja na rolki. Ko ga vidim na ulici, pa mi je postalo všeč, pa sem jaz svoj probal. Pločnik pa je več kot primeren tudi za ples. Breakdanceri in hip-hoperji so zato trening iz dvorane preselili na prosto. Fajn je, ne, všeč mi je, ko plešem pa nove trike izvajam. Drugačne tukaj, naprimer, tudi veliko ljudi nas gleda, malo treme pa tako. V dvorani je lahko si lepo sproščen, tudi če se zmotiš, nimaš narobe, le se moraš pa potruditi. Ples, grafitiranje in rolkanje. Preživljanje prostega časa v betonski džungli je lahko še kako kul.